Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je poslovni načrt javnega podjetja Morava Brežice za leto 2024. Prosim, da bodo besedo. Zdaj, glede na to, da smo bili leto že parkrat skupaj, pa da smo zastavili tudi poslovni načrt našega podjetja že predstavili, bi jaz tokrat v bistvu želela predstaviti samo še spremembe, ki so pač nastale. Zdaj, če čisto kratko povzamem, na pretekli seji so bili potrjeni elaborati, s katerimi smo skalkulirali ceno za naše službe. In na ta to je tudi v bistvu to predstavljal finančni del poslovnega načrta. No, ampak glede na amandmaje, ki so bili vloženi, se pa ti potrjeni in pa pri sprejeti ravnanja z odpadki so bile predlagane drugačne cene. Tako da smo potem na podlagi tega pripravili tudi malce, se pravi, spremenjen poslovni načrt. Jaz bi opozorila zdaj samo na spremembe, in sicer v programih, ki smo jih tudi že predstavili, je razlika v zadnjih tabelah povsod, se pravi tisti del, ki se nanaša na finance in je usklajen z poslovnim načrtom, ostalo tam sredinsko enako. Kar se pa tiče poslovnega načrta, pa mogoče, da se pretaknem prihodki in stroškov, kakšni so zdaj. Prihodki so zmanjšani za 170.000 evrov. Tukaj gre predvsem pri 4 službah in za cirka 50.000 evrov na oskrbi s pitno vodo oziroma vodarini. To zaradi te amandmajske cene, ki je bila predlagana nekoliko nižja od tiste, ki smo jo mi skalkulirali. In pa za 151.000 evrov na odpadkih, se pravi na notranje odpadkih, na zbiranje odpadkov. Ta razlika je 110.000 evrov približno predstavlja donos preteklega, se pravi sestavljanje donosa preteklega leta, donosa letošnjega leta in pa iz poračuna preteklega leta. Se pravi, ta cena, ki je bila predlagana za amandmaje, je brez teh treh postavk, zato je tudi toliko nižja. Torej, ta razlika do 150.000 evrov pa je razlika predvsem zaradi tega, ker so se cene sprejele na polovici leta, medtem ko so stroški na vseh enotah že nastajali. No, mogoče smo še to pozabili povedati, ko smo ponovno pregledovali ta poslovni načrt, smo vzeli realizacijo 1.4, se pravi januarja aprila, naredili projekt do konca leta, pogledali, če so kakšne bistvene spremembe še predvidene do konca leta. Tako da se je tudi na, se pravi, enoti vzdrževanja cest in javne svetljave smo nekoliko spremenili poslovni načrt. Ta del v bistvu tekom celega leta usklajujemo z lastnikom, ki ima tudi predvideno določeno višino sredstev v proračunu, tako da smo na cestah predvideli za cirka 90.000 evrov, se pravi znižene prihodke, pa tudi stroške zaradi manjšega obsega zimske službe in pa pač zaradi nekih drugih del, ki so bila usklajena z lastnikom. Na javni razsvetljavi se pa pač glede na dinamiko oziroma pojavljeno okvarjalo kakorkoli. Iz prvih 4 mesecev leta se je izkazalo, da je potrebno za cirka 25.000 evrov dvigant manj. Stroški so nižji približno 52.000 evrov. Od tega smo znižali stroške dela za dobrih 30.000 evrov, predvsem iz razloga nenadomeščanja ene porodniške odsotnosti in pa nekoliko znižanih stroških določenega materiala in storitev. Podjetje ima plan še vedno poslovati z pozitivnim rezultatom. Mogoče bi še poudarila, da na enoti odvajanje odpadne vode je planiran še vedno minus, pa bi ga rada razložila, sicer smo ga že prejšnjič, ampak tudi tukaj gre za poračun preteklega leta. Zato je plan pač minus, ker smo uporabnikom, smo bilo v preteklem letu zaračunano po ceni, ki je bila do sedaj preveč in se sedaj uporabnikom, se pravi, je nižja cena razkalkulirana zaradi tega upoštevanega poračuna. Zdaj mogoče še to, da pač je smotrno za naprej vse te dokumente sprejemati
In mi smo, glede na to, da smo danes 10.7. smo službo vseeno morali upravljati. Nekatere nabave so bile tudi že upravljene iz tega poslovnega načrta, ker pač ne moramo ne delati. Zabojniki, potem določena vozila ki so bila naročena že v preteklem letu in so pač v začetku leta so bila dobavljena. Recimo server je klonil, smo ga morali zamenjati. Skratka, določene stvari, ki so v prejšnjem letu planirane, so bile tudi že realizirane. Drugi bistveni postopek. Tako da to bi bilo za enkrat z moje strani vse. Hvala. Hvala lepa. Prijavo za razpravo. Mogoče prijavo dvoje, če želi pa. Še vedno nisem zadovoljen, ne vidim nobene izboljšave.
tudi število zaposlenih pokolili stadnina, zdaj smo malenko zmanjšalo. Jaz to pa ne boste presenetili do konca tega leta, da bomo lahko bolj pozitiven, kar se tiče vzdrževanja občinskih cest in vseh ostalih storitev. Bi jo prosil razlagal za to, za teh 3000 evrov reklamnih blago, zakaj je to namenjeno. Hvala. Hvala lepa, Razorčič. Ja, hvala za besedo. Spoštovane kolegice, kolegi, smo teh poročil prezvali že kar nekaj. Meni se zdi, da se eno od drugega ne razlikuje. Skratka, moja ocena je, da gre pravzaprav za pri tem letnem načrtu za dokaj neambiciozen dokument. V tem občinskem svetu smo že govorili o problematiki komunalne Brežice, o tem, da je potrebna racionalizacija, o tem, da so izdatki, ki so nerazumljivi za javno podjetje, pa vendar o teh izdatkih pa o racionalizaciji v tem dokumentu, torej v letnem načrtu, ne piše praktično nič. In jaz se bojim, da bomo ob tem, seveda lahko opozarjamo, vsi vlajo karavana gre dalje, v takšnem dokumentu in takšnem poslovanju naslednje leto ponovno postavljeni pred dejstvo, da bo potrebno položnice, tako kot se je to zgodilo letos, sestavljati občanom in občanom zdaj. Tako da jaz bi si želel, da v takšnem dokumentu, ki je pomemben za poslovanje javnega podjetja, da je več neke ambicije, da se pokaže, kje se bo racionalizirati, katere storitve so odvečne, kaj bo z hčerinskimi podjetji, z Elkom, piše reorganizacije, pa kakšna reorganizacija bo. Skratka, gre za pomembne zadeve, ki so tu enostavno prepuščene neki prosti volji in moram reči, da bi si želel, glede na to, da gre za vendar za javno podjetje, to malo več konkretnih podatkov, pa me tu zdaj z odgovori na mikrofonu ne boste zadovoljili zaradi tega, ker to mora biti zapisano črno na belem v letnem načrtu. Ne nazadnje, govorili smo o poslovanju, govorili smo o tistih minimalnih plačah, številnih delavcev in bojim se, da tudi tu na tem področju ne bo nobenega izboljšanja. Hvala. Hvala lepa, nekaj se če moče da več nekaj popoge. Kar se tiče glede odpadkov v Šparnicah, žal pač je to odraz naše družbe. Zdi se mi, da tega sicer je manj, kot je bilo nekoč. Tako da jaz še enkrat se zahvalila, da sem se že večkrat, pa se bom še vsem tistim prostovoljcem, ki res sprejemom skupnostim, raznim društvom in vsem, ki se pač večkrat na leto zberemo, pa poskrbimo za naše okolje. Zdaj to pač kot komunala tega ni v bistvu našega dela, mi odvažamo odpadke od uporabnikov in tudi ne more biti kalkulativen element cene. Tako da zaradi tega mi tega ne izvajamo, skušamo pa vendarle, tudi recimo izvajamo počno in to, da se po zelenicah, ker je noter pravi, se marsikaj skriva, da to potem poberemo, počistimo, tako da pač naredimo prav vse, kar lahko. Kar se tiče podzemnih zbiralnikov, torej glede teh ekoloških vodov je bilo tudi že veliko besed rečenih. Torej tukaj smo zdaj v občino v nekih dogovorih, kako to naprej zapeljati, ker se zavedamo pač v kakšnem stanju so ti določeni ekološki otoki. Kar se tiče podzemnih ekoloških otokov, smo nekako prišli na predlog, da bi se recimo mogoče postavili ob šole in določene ustanove, ampak se moramo zavedati, da je kakšen ekološki otok, bom rekla, en tak kompozit, 3 zbiralnikov stane cirka 10 000 evrov. Mi imamo teh ekoloških otokov 180 lokacij z vsaj po 3 zabojniki. To je tega veliko. V tem primeru je občina investitor, tako da je pač tudi to potrebno bolj v proračunu potrditi in tako naprej, tako da glede tega je smotrno eno strategijo zastaviti, v kakšno smer se bo šlo. Ker določene občine so se tudi določene ekološke otoke odmikati, tako da tukaj smo že rekli, da bi se pač ena skupina taka delovna sestavila, pa mogoče, da se naredi
naredi en brainstorming in se vidi, kaj narediti s temi ekološkimi odloki. Kar se tiče zabojnikov na pokopališčih, zdaj mi smo končno uspeli po vseh teh letih odstraniti te 5 do 7 kubične zabojnike iz pokopališč, zaradi tega, ker tam so dejansko nastala ogromna črna odlagališča in je bilo, mislim, katastrofalno, blago rečeno. Tako da mi vseeno skušamo, oziroma ne skušamo, delamo odhode po ekoloških otokih, na mestu Brežice čistimo 2-krat tedensko, tudi tiste najbolj kritične lokacije 2-krat tedensko, drugače pa čisto vsakega izmed teh 180 ekoloških otokov lokacij 1-krat tedensko očistimo, kar dejansko tudi za sabo potegne neke stroške. Tako da pač mi tukaj dajemo vse od sebe. Zdaj pa, kar se tiče kamer, je tako, da smo se pozanimali, kako je s postavitve teh kamer. Kako jih postaviš, če sumiš na vandalizem, kar bi v našem okolju težko rekli, nismo nobenega primera vandalizma, bilo ne smeš pa jih postaviti za namenom nadziranja, kdo ne odlaga pravilno. Tako da sicer smo našli neko opcijo, kako bi pošli, lahko malo to rekla šlim tega, tako da to se bo tudi zdaj kratkem razvijalo naprej. Kar se tiče vikendov, pa prebivalcev na vikendih, mi dejansko pač ne vemo za vsak vikend, če nekdo tam biva ali in zdaj, če se kam tam nastavi, še posebej na lokacijo, tam, kam se more, jo mi pač poberemo. Zdaj, kakšne da je tudi ki najdemo, da bivajo, pa potem jih pač kontaktiramo, vremenimo, kakorkoli, ampak mi ne moramo vedeti, če nekdo na nekem vikendu biva, ne, še sploh, če, ne vem, odpadke odnese nekam, ekološkim otokom, pa kamorkoli. Pa še mogoče glede e-računa vprašanje, zdaj moram reči, to vprašanje je bilo tudi na nadzornem svetu. Mi smo, kar se tiče e-računov, bom rekla, izdaje, v špici med komunalami imamo jih pa cirka 17%, kar je v bistvu relativno malo. Pač komunale se tudi tukaj med sabo povezujemo in iščemo variante, kako čim več teh e-računov izdati, ker je nenazadnje to nezadovoljiv strošek na naših položnicah. Tako da skušamo na različne načine. Smo imeli tudi že akcije, tam te inserte, ki imamo na položnicah, smo notor obveščali, smo tudi imeli že akcije, da smo organke smo podarjali, pa kantice za odpadno olje, skratka, skušali smo tudi z nekim nagrajevanjem. Kar se pa tiče tega, da bi pa ceno zaradi tega zamenjali, pa na položnici pa pač to ni nekaj pozitiven element, cene je potrebno pač na neki drug način to pač se tega lotiti. Je bilo pa tudi en predlog je bil, da bi študenti klicali, tudi to je možno, s tem, da je spet treba vedeti, da to spet stane, gre spet na naše položnice. Skratka, iščemo pa vedno nekaj poti, da se tudi ta odstotek poveča, se pa vsi soočamo z isto težavo, vse komunalne praktično. Potem gospod Prelovšnik, zdaj, kar se tiče tega reklamnega panoja, mi ga neuspešno plačimo, bom rekla, v poslovni načrt že par let, pa nekako ne najdemo tega denarja, da je ta reklamni panoj, mogoče malo nesrečeno. V bistvu ljudje niti ne vejo, da je tam naša služba pogrebna. Enostavno, ker je tam še pač en drug izvajalec in ljudje enostavno ne vejo, da tam dol za konc smo pa tudi še mi, kot izvajalec javne službe. Zato smo si zamislili, da bi bil ta reklamni pano, da se sploh ve, da smo mi tam dol. To je to, kar se tega reklamnega panoja tiče. Ampak bomo videli, no, glede na vsem, ki uspešno smo bili v tem preteklih letih, vprašanje še bomo letos postavili. Drugače pa, kar se pa tiče te sonde za vodovod, je pa spet, ne? Se pravi, spet je dejansko potem smotrno završeno ekipo, ki se bo samo ukvarjala z iskanjem odvar. Zato bi bilo smotrno tudi naprej razmisliti o širjenju teh ekip in pač, da se dejansko samo s tem ukvarja in da potem na ta način lahko zmanjšujemo vodne izgube. Je pa mama eno napravo za odkrivanje, ampak bi bila tam potrebna za izvajanje našega dela. Zdaj pa še za gospoda Zorčiča odgovor. Zdaj, mislim, ne vem v kakšnem smislu ambiciozen dokument. Ker če je v finančnem smislu
neambiciozen dokument. Naj povem, da je recimo še ta donos, ki je bil na odpadkih, je bil odzet za preteklo za letošnje leto. In to je edini denar, s katerim se komunala lahko razvija. Komunala je, bistvo komunale je upravljanje gospodarstva državnih služb. Ne pa bom rekla služenje. Ja, če se lahko izvaja tudi nekaj tržne dejavnosti, če imaš za to ustrezen kader, če imaš za to ustrezen strojne naprave in podobno, potem je smiselno, da se izvaja te službe. Smislu gospodarskih javnih služb ni služenje, ker to tudi ni namen, oziroma tega uredba medo ne omogoča, ampak je smislu, da pač s čim manjšimi stroški upravljamo za naše uporabnike čim bolj kakovostne storitve. Tako da se pravi edino v višini donosa, to je tistih 5%, se pravi vrednosti osnovnih sredstev, se pravi zadanje vrednosti osnovnih sredstev, to je tisto, kar imamo lahko na vsake enoti. To je na vodu 8,000, to je na odpadnih vodah, ne vem, 25,000, na odpadnih 16,000, ampak tudi to je bilo zdaj ceno odnosno. Tako da, če pa govorimo o vsebini, pa naj povem, da imamo skoraj 15 služb, za katere se res trudimo, da pač jih razvijamo vseeno in da upravljamo naše delo čim boljše. Je pa res, da so nekatere službe relativno nove, da smo pred določenimi izzivi, da jih pač sproti rešujemo. Res je tudi, da kader odhaja, soočamo se z odhodom predvsem na vodovodi, na pogrebni službi, s tem imajo težave vse komunale, kader je treba plačati, če ga želimo obdržati. Prihajajo mladi ljudje, ki konkretno na vodovodu morajo spoznati 700 km vodovoda, tako da vas pa še enkrat pozivam, da če karkoli opazite, da ne štima na terenu, da pač, ker želimo tudi na učinkovitosti delati, da nas pokličete, sporočite in da vidimo potem, kako lahko pač izboljšamo naše storitve. Tako da zdaj, ne vem, mogoče date tudi kakšne pogobe, kako bi želeli, da poslovni načrt gledate. Ne nazadnje je potrebno gledati skupaj vse programe in poslovni načrt in elaborate. Ker elaborati so osnova za finančni del poslovnega načrta, medtem ko so programi ta izvajalski del poslovnega načrta bolj opisujejo. Tako da to je dokumentu za, ne vem, 500 strani, skoraj, ali pa malo manj. Tako da, če imate kakršne koli predloge, bomo veseli, lahko tudi spoštevamo, pač kakokoli. Tako da nam to bi bilo z moje stranice. Hvala. Hvala lepa. Zaključujemo se s pravami za drugi. Prihajamo na glasovanje, prosim za prisotnost. Glasujemo o prvi sklepni predpisem osnovno načrt javnega podjetja Komunala Brežice delo za leto 2024. Glasujemo. Mi prosimo za posvetovanje, da se Svoboda prosim za posvetovanje, da se bomo se ga prebrali, Podrejas 17. glasovanje, drugi sklep. Pardon, še vzem. Zaključujemo z glasovanjem. 15 za, 6 proti. Sprejema se program za obvladovanje kakovosti podjetja Komunalne Brežice delo za leto 2024. Glasujemo. Pa se glasujete?
Rezultat je 19 za, 1 proti.